Ker na prenosih veščin predstavljamo predvsem uveljavljene slovenske ustvarjalce, pa nas bo tokrat predvsem zanimalo, kako se je v tako kratkem času uveljavil na tako kompetitivnem trgu, kot je ameriški. Ker pa je dogodek nastaja v sodelovanju z galerijo Foton, zato najprej predajam besedo Špeli Pipan, ki je kurirala Dinotovo razstavo Shaped by the West v galeriji Foton. Hkrati pa vas vabim oziroma ne pozabite, da lahko ves čas dogodka zastavljate vprašanja, na katera bo Dino odgovoril po svojem predavanju. Zdaj pa predajam besedo Špeli. Ja, živijo, lep pozdrav še v mojem imenu. In preden, jaz bi rada naredila najprej nek uvod v njegovo predavanje in bi na prvem mestu povedala kot zanimivost, da je Dino po izobrazbi ni fotograf, ampak je grafični oblikovalec in je pravzaprav fotograf samouk. In to dejstvo je še posebej fascinantno, če pogledamo njegove mednarodne dosežke na področju fotografije, predvsem pa tudi zaradi njegove tehnične dovršenosti in zares mojstrskega obvladovanja kompozicije tona in barv v fotografiji. Zanimivo je, da se večinoma ukvarja samo z analogno fotografijo in zelo redko z digitalno. In izkušnje na področju fotografije začel nabirati v Sloveniji, in sicer kot fotožurnalist in pri sodelovanju na različnih projektih. Svoj značilni umetniški izraz, o katerem vam bo povedal tudi malo več sam, pa kako je do njega prišel, pa se je izoblikoval po njegovi selitvi v Združene države Amerike leta 2013. In je od takrat svoj stil razvil že do te mere, da je po njem precej prepoznaven. In lahko trdim, da bi se lahko njegove fotografije prepoznali tudi brez avtorjevega podpisa, kar je seveda zelo lep dosežek. Za svoje delo je bil tudi uvrščen v ožji izbor za nagrado, zelo poznano nagrado Sony World Photography Award v kategoriji Landscape. In je tako njegova fotografija visela na razstavi te nagrade v Somerset House v Londonu 2017 ob boku zelo poznanega fotografa Martina Parra. No, v Fotonu je bila predstavljena njegova serija Shaped by the West, od kateri Dino upodablja simbole Amerikane, torej avto, bencinsko črpalko, cesto in krajino. In Amerikana je v bistvu pravzaprav že nek pogost pojav v fotografiji, temu je sledilo že več avtorjev, ampak Dino je pa temu dal eno čisto popolnoma novo dimenzijo in svoj stilski pečat. Nastala je na njegovih popotovanjih z avtomobilom po zahodnem delu ZDA in se konceptualno navezuje predvsem na njegovo doživljanje pozahodnjevanja slovenske kulture v 90-ih v Sloveniji po osamosvojitvi, ko je v bistvu se bolj poistovetil z nekimi vizualnimi nazori in vzori tega zahodnega sveta, kot z nečim, kar ne bi bilo tipično slovensko, in vse to je srečeval v popularni kulturi. In to je vse vplivalo na njegov umetniški izraz. Tako pač serija kot mnoge njegove fotografije se dotikajo predvsem teh simbolov Amerikane, ki jih srečuje, ki jih pozna v bistvu iz obdobja svojega odraščanja v nekem kontrastu z njegovo odraslo identiteto. Torej, kot sem že omenila, je bila preden je bila ta razstava v Fotonu, je Dino tudi izdal eno knjigo z istim naslovom Shaped by the West, ki je tudi en poseben dosežek za Dinota, ker je po 2 ponadtisih že povsod razprodana. Izdala jo je ameriška založba Ain't Bad Publishing in v Fotonu si v bistvu želimo izdati tudi 3. ponadtis knjige v letošnjem letu. Če koga zanima, si lahko predstavitev knjige ogledate na naši spletni knjigarni na foton.si, kjer so na voljo pa tudi limited edition printi od Dinota, neka novost v Fotonu. In smo se v bistvu za Dinota kot prvega avtorja v tem limited editionu tudi odločili. Pri nas v Fotonu je predaval tudi na fotonični šoli, ki je namenjena mladim fotografom, ki si želijo prodreti na mednarodni trg fotografije. In je tudi v mreži Centra za kreativnost in se je Dino izkazal za zelo veščega v predavanju in podajanju teh nasvetov, ker se svoj praks res loteva na zelo celovit način. In bo danes tudi tokrat pač povedal, kako o svojem pristopu, o projektih, o pristopu in vodenju in razvijanju svoje fotografske prakse na mednarodnem trgu. Tako da predajam besedo Dinotu.
in hvala za ta uvod, tako da bo Dino od tukaj prevzel naprej. Hvala za te besede. Pa najlepša hvala Miki in Centru za kreativnost za povabilo. Ful mi je fajn, da lahko pač šeram z vami pač kako to svojo zgodbo, kako je meni nekako ratal skozi ta proces celoten iz Slovenije v Ameriko priti do neke točke, kjer se lahko preživljam s fotografijo. Zdaj prvo vam bi pač mogoče predstavil neke svoje začetke, tako da da pač začrtam neko pot, da vidite, s kje sem pač prišel, pa do kje sem šel. Kako sem potem nekako prešel iz fotografije v dizajn in potem spet nazaj v fotografijo. In vmes vam bom povedal tudi par stvari, ki sem jih spoznal kot fotograf, kako pač v bistvu dobiti neke kliente, kako v bistvu pristopiti do njih, kako priti do v bistvu nekih galerijskih zadev, kakor so razstave in prodaja printov, tako da bom v bistvu kar začel. Zdaj pa sem, da šeram jaz tole. Sekundo. V redu to? Vidite? Ja. Ok, super. No, jaz sem se prvič v bistvu srečal s fotografijo že kot mali otrok. In sicer mi je predstavil fotografijo moj stari ata, Ivan Prezelj. Bil je hobi fotograf in z njim sva gledala njegove National Geographice, ki jih je začel zbirati že v 60-ih letih in je imel ogromen arhiv. In takrat sem pač videl, da lahko prek fotografije nekako sporočaš določene zgodbe. Fotografije lahko prikazujejo zgodbe iz drugega konca sveta, opozarjajo na katastrofe. Videl sem, da se pač preko fotografij lahko zbudi veliko emocij in preko fotografij lahko spoznaš v bistvu kulture iz drugega sveta, iz različnih delov sveta. In to je bil en tak zanimiv spomin, ker sem se prvič srečal z neko fotografijo v tiskani obliki. Potem srečal sem se pa v bistvu tudi s fotografijo na ta način, ko smo hodili v bistvu na dopust in jaz sem zmeraj fotografiral na Hrvaškem našo familijo in tako v bistvu to sta te neka dva spomina, kjer sem prvič spoznal, da pač hočem početi nek vizualnega v življenju. Ampak ni bilo zares, v bistvu prvič sem se pa zares bolj resno začel ukvarjati s tem med študijem na Naravoslovno-tehniški fakulteti. In sicer sem si kupil takrat prvi fotoaparat, to je bil ta Nikon D80. Celo poletje sem pač delal, tako da sem si ga lahko privoščil in moram reči, da je takrat me fotografija čisto prevzela. Fotoaparat sem imel pri sebi vsak trenutek, fotografiral sem čisto vse. Cimral sem še po mojem ful na živce, ker sem pač fotkal cel čas. In takrat sem tudi videl, da pač hočem, da je fotografija nek del mojega življenja. Pač ne vem, nisem vedel točno na kak način, ampak vedel sem, da pač bi se rad nekako usmeril v to neko vizualno smer fotografije. Začel sem pa tudi veliko študirati o različnih Takrat, ko sem začel v bistvu študirati različne fotografe, sem videl, da sem se srečal z agencijo Magnum in tako sem bil ful navdušen nad street fotografijo. In to je postala neka moj kreativni izliv takrat. Ampak v bistvu srečal sem se tudi z enim fotografom, ki je bil takrat moj idol.
in v bistvu tudi eden izmed ustanovnih članov Magnuma, to je Henri Cartier-Bresson. In en njegov quote mi je ful obstal v spominu, zaradi tega, ker se ful nanaša na neko delo, ki sem ga pač jaz takrat začel. In sicer, your first 10,000 photographs are your worst. Jaz mislim, da v digitalni dobi bi ta quote lahko malo priredili in dopolnili, in sicer jaz bi rekel danes ta quote, your first 10,000 photographs are the worst, but they're also your most important ones. To mislim zaradi tega, ker pač v tem času, ko narediš teh prvih 10,000 fotografij, se zelo tehnično izpopolniš. To je čas, kjer v bistvu gradiš nek svoj stil, kjer pač poskušaš vse različne načine fotografije, in to se mi zdi, da je za vsakega fotografa en izmed najbolj najpomembnejših čas v njegovem življenju, zaradi tega, ker pač imaš neko stvar, ki jo lahko oblikuješ in moldaš v neko obliko, v kateri želiš, da pač potem tudi jo želiš v prihodnosti. No, jaz vam bom pokazal ene par fotografij, ki sem jih naredil kot začetnik, pa ne zaradi tega, da bi se delal norca, ampak sem zaradi tega, da pač lahko povem, kako pomembne so te stvari, ko eksperimentiraš, ne. Začel sem eksperimentirati z različnimi stili, z landscape fotografijo, ulično fotografijo, dolgimi ekspozicijami, vse možne žanre fotografije sem delal, ampak s tem se mi je moje tehnično znanje izboljševalo, specializiral sem se in videl, kateri objekti mi ležijo, učil sem se ful obdelovati fotografije, čeprav na tej fotografiji, kot vidite, je pač obdelava precej zanič. Pač spoznavaš stvari in izpiljuješ svoj proces. In jaz sem skozi ta proces v bistvu spoznal, kaj me pri fotografiji najbolj privlači. Zdaj, res, da so te mogoče ne najbolj cool fotografije, pa ne najbolj cool kompozicije, pa obdelava je all around, ampak ful rad se vrnem pa pogledam svoj arhiv, ker mi pač prinese ful enega happinessa v bistvu, ker vidim, iz kje sem štartal, pa do kje sem prišel, a ne. Evo, malo sem se vrgel tudi v poročno fotografijo takrat, tako da sem ene par fotografij sem pokazal, sem da imate nek okvirno obliko oziroma okvirno idejo, kje sem začel. No, potem, med tem časom sem se potem tudi spoznal prvič z analogno fotografijo, in sicer doma sem našel en star fotoaparat od starega očeta, in sicer Praktico MTL5, to je mogoče imate tudi dosti od vas ima ta fotoaparat doma, ker je bil narejen v Nemčiji v 80-ih, 70-ih letih. In ta proces upočasnitve in nevidenja fotografije takoj me je v bistvu čist prevzel. Vsakeč, ko sem šel pobrati svoj film in skene, se mi je zdelo, kot da je božič, res, tak feeling mi je dal, tako da sem se v bistvu res fokusiral bolj na analogno fotografijo, samo zaradi tega, ker mi je prinesla toliko nesreče, no. In later on je v bistvu analogna fotografija postala en glavni proces, del mojega procesa. Zdaj, ko sem bil fotograf, ko sem bil študent, sem začel tudi delati kot fotograf. In to se mi zdi ena najbolj pomembnih stvari, če želiš delati kot profesionalni fotograf, da se vržeš v neko profesionalno okolje. Tudi, če nimaš izkušenj, da se vržeš v profesionalno okolje in s tem se naučiš veliko stvari. Prvo kot prvo, v žurnalistični fotografiji, kjer sem fotografiral ljudi, ki jih imate vsi verjetno najrajši, sem spoznal, koliko je v bistvu, kako hitro, ful sem se naučil tehničnih aspektov fotografije. Ker pač te tiskovke, ki sem jih fotografiral, so bile slabo osvetljene in sem se naučil, kako pravilno naštimati white balance, kako delovati pod stresom, kako v sobi polni ljudi in novinarjev dobiti tisto fotografijo, katero pač sem mogel dobiti za
za seveda tisti članek ali pa karkoli, za karkoli sem fotografiral. In tako sem se naučil, kako funkcionirati v nekem takem profesionalnem okolju in kako imeti nek hiter workflow. Kar se mi zdi pa najbolj pomembno, je pa to, da sem spoznal, da si v bistvu ne želim delati v žurnalizmu. Zato, ker mi ni prinašalo neke sreče, ampak je bil zelo stresen poklic. In sem rekel, ne, to pač ni zame. In to, da dejansko vidiš, kaj si želiš, se mi zdi, da je ful pomembno. No, potem ena druga zadeva, ki sem jo tudi delal, je studijska fotografija. Tukaj sem se naučil zelo veliko o osvetlitvah, kako v bistvu pravilno osvetliti subjekt. In ena izmed tretjih zadev je bila retouching. In to so bile v mojih študentskih letih, so bile to 3 stvari, ki so mi nekako prinašale nek finančni dohodek. Ampak ker je bil takrat čas te krize in zares nisem veliko zaslužil kot fotograf v tistem času v Sloveniji in se pač nisem mogel s tem dejansko preživljati, sem se odločil, da se bom, ker sem bil na faksu seveda kot grafični dizajner, sem se odločil, da si poiščem službo kot grafični dizajner. In res sem dobil takrat pozicijo v hitro rastočem slovenskem podjetju in tako je dizajn postal nek moj primarni finančni, kako bi temu rekel, dizajn je postal primarna zadeva in fotografija je bila sekundarna. Potem se je pa ta zgodba s tem podjetjem tako nadaljevala, ker je bilo hitro rastoče in se je širilo na ameriški trg, da sem leta 2013 dobil ponudbo, da se preselim v San Francisco. In brez pomisleka sem pač rekel ja, čeprav sem imel precej ugodno življenje v Ljubljani. In tako sem letel leta 2014, 15. maja iz Ljubljane v Nemčijo in San Francisco. Zdaj, ko pogledam to fotografijo, mi prinese toliko enih občutkov, zato ker pač nič nisem poznal, nikoli še nisem bil v Ameriki in se kar preselil tja. In ful mi prinese enih emocij nazaj, zaradi tega, ker pač vse je bilo novo, cel nov svet za raziskati. In to je ful vplivalo na moje fotografije. Fotografija je postala kot nek moj kreativni izliv izven službe in vsak trenutek, ko nisem delal, sem fotografiral na svojih projektih in delal na svojih projektih. Tako sem v bistvu se prvo začel fokusirati ful na street fotografijo, ker pač sem izhajal iz neke te šole, Magnum šole z vsemi knjigami in fotoknjigami, ki sem jih takrat bral oziroma študiral. In vse v tem ameriškem svetu mi je bilo zanimivo in ta ulični aspekt mi je bil ful pri srcu in fotografiral sem vse, kar se mi je zdelo res tako zanimivo. Vse je bilo novo, pač ceste so bile drugačne, ljudi so bili drugačni, arhitektura je bila drugačna, vse je bil zame nek motiv. Ampak skozi ta proces sem tudi začel ugotavljati, da ta subjekt ulične fotografije velikokrat zajema tudi bedo tega kapitalističnega sveta, kjer na primer v San Franciscu živijo par metrov narazen ultra bogati in ljudje, ki pač morajo zase skrbeti. In tako sem se začel nek organsko oddaljevati od teh subjektov, točno zaradi tega, ker so mi prinesli neke bedne občutke, od katerih sem se hotel odstraniti. In takrat, ko govorimo o tem, mi pride tudi na misel en zanimiv quote, ko ga je rekel Robert Frank, en izmed bolj znanih ameriških fotografov, the eye should learn to listen before it looks. Torej, pač jaz si to predstavljam kot, da pač fotografija ni samo fotografija, ampak je zelo, zelo globja, ima družbeno dimenzijo. In tako sem se pač nekako lotil
fotografirati v bistvu ful različnih, oziroma tako sem se nekako umaknil iz fotografiranja street subjektov in bolj nekih stvari, ki so mi prinašali srečo in nekih dokumentiral sem svoja potovanja in tako se je začel ta moj stil nekako formirati. Vsak vikend smo s prijatelji skušali pobegati iz San Francisca, rentali avto in tako pač na teh potovanjih sem zmeraj fotografiral neke motive, ki smo jih srečevali na poti. Ali je bilo to neka bencinska postaja, ali je bil to noč v motelu, ali je bil to neki ameriški avtomobili. In samo s tem fotografiranjem teh subjektov se je začel formirati ta moj stil. Niti ne vem kako, vse je bilo precej organsko, ampak mislim, da je to, da sem tudi delal v grafičnem dizajnu, imelo precej velik vpliv na to, ker pač sem bil precej specifičen z svojimi kompozicijami in pa barvami, ne. Tako da mislim, da dizajn je imel zelo velik vpliv v sami fotografiji. In posledično sem na neki točki imel dovolj dela, da sem ga v bistvu predstavil v eni seriji, ki se je kasneje imenovala Shaped by the West. Zdaj, ko govorimo o stilu, se mi zdi ful pomembno, da v poplavi teh vizualnih informacij, ki jih imamo danes, nekako izstopaš. Ker jaz sem stal, da če kogarkoli od vas vprašam zdaj, kaj je zadnja fotka, ko ste jo videli na Instagramu ali pa na nekje, pač ne boste vedeli, kje je. Zato, ker pač te informacije tako bežijo skozi nas. In se mi zdi, da če imaš nek poseben stil, lahko izstopaš na nek način, si bolj viden. In ene par takih zanimivih primerov se mi zdijo tudi slovenski oblikovalec Nejc Prah, ki je tudi moj prijatelj, nažalost se je preselil nazaj v Slovenijo, nas je zapustil tukaj v New Yorku. Ampak pač to se mi zdi pomembno imeti nek svoj vizualni stil, zato ker pač, ko jaz vidim njegov poster ali njegov dizajn, pač takoj vem, da je to Nejc. Pa še en Slovenc, ki ga poznamo pod artist imenom Jean-Pierre Rod, si je tudi ustvaril nek tak vizualni stil, ki ga pač lahko takoj spoznamo, ampak ta stil je bolj baziran na neki vintage estetiki. Ampak vseeno, zdi se mi, da pač takoj, ko vidiš njegovo fotko, veš, to je on. In pač to se mi zdi res pomembno, da pač najdeš nek način kot vizualni umetnik, da izstopaš od poplave vseh teh informacij. No, če se vrnem potem spet na svojo serijo Shaped by the West, ko sem to nekako zapakiral takrat v eno serijo fotografij in predstavil ene par svojim prijateljem fotografom, so mi rekli, daj Dino, daj pošlji to na kak natečaj. Nisem bil sam dovolj confident, da bi to naredil, ampak pač, ko sem slišal to od večjih ljudi, sem dejansko poslal in takrat sem poslal to na Sony World Photography Award. To je bilo leta 2017 in pač pričakoval nisem ničesar, ampak bil sem zbran za shortlist, to se pravi za ožji izbor, za landscape kategorijo in bil tudi povabljen v London na razstavo. In to se mi zdi, da je bil nek tak preboj zame, saj mi je dal ful enega exposura in neke vidnosti in me postavil na nek trg fotografov. Zdaj, tako bi temu rekel, no, po temu, ko sem bil izbran za to, je tudi ful sledilo ful enih intervjujev, ful nekega presa in mislim, da takrat so me določeni ljudje v industriji prvič spoznali in se srečali z mojim delom. In veliko ljudi je začelo tudi me kontaktirati prek e-mailov
in posledično nekako je to v bistvu temu je sledilo tudi več razstav. Ampak ko sem v bistvu dobil to neko potrditev, da je ta serija zanimiva, da ljudje pač digajo ta moje delo, sem pač dobil neko potrditev in začel pošiljati vse posod, kamorkoli sem lahko. In sem si res vzel in angažiral, da sem poslal na vse open call-e. In te open call-i so potem sledili do skupinskih razstav v Torontu, do razstave v Trstu, v Parizu, Arlu. In pač res to apeliram na vse fotografe, da pač če imaš neko serijo in ki veš, da je dobra serija, veš, da je pač eno sporočilnost ima in veš, da je dobre kvalitete. Res apeliram, da pošiljate na open call-e, nič te ne stane. Veliko open call-ov je zastonj, ampak samo pošiljate, nič ne stane in mogoče ti odpre to neka vrata za naprej. No, zdaj potem, ko sem pa začel pošiljati to okoli, sem se pa tudi srečal z neko mini založniško hišo Ain't Bad. In sem rekel, imeli so open call, in sem rekel, zakaj pa ne bi še njim poslal, ne? In res so me kontaktirali čez par dni in mi rekli, dej Dino, a bi imel mogoče feature na našem sajtu? Sem rekel, super, ja, z veseljem. To je bil še, mi zdaj kot še res dober press, ampak v bistvu to je sledil potem čez 2 tedna do e-maila, kjer so mi rekli, da bi radi z mano izdali knjigo. In to je bilo zame res pač, ne vem, pač nek tak dosežek, ki mi je prinesel toliko veselja, da pač dejansko nekdo hoče moje fotografije izdati v publikaciji. Pač to so pač, ne morem sploh opisati tega občutka. Zdaj, ko smo delali na knjigi, mi je bilo pa ful pomembno, da sem nekako vključil tudi ostale ljudi. Naprimer, tudi ko je Špela prej povedala, ona je sodelovala na knjigi in Emil Kozole iz kolektiva Ljudje je tudi sodeloval in prispeval k dizajnu knjige. In ful se mi zdi pomembno, da pač kadarkoli delaš na enem takšnemu projektu, da v bistvu pripelješ ljudi iz različnih sfer v ta projekt, zaradi tega, ki ti odprejo neka nova vrata. Naprimer, Špela mi je pomagala pri arti statementu in kuraciji fotografij in na koncu je pač ta serija in celotna rdeča nit skozi knjigo imela res neko močno zgodbo, se mi zdi, ki jo sam ne bi mogel tako vizualno predstaviti. In Emil mi je nekako nek balonček, kako bi temu rekel, bubble popnil, jaz sem imel neko predstavo, kako naj bi knjiga izgledala. Ampak Emil je rekel, Dino, gremo narediti nekaj, kar mogoče izstopa in malo bolj, in ni neki specifični poti narejeno. In pač to je peljalo potem do končnega izdelka, na katerega sem res ponosen. In sem ful vesel, da smo pač s skupnimi močmi 3 Slovenci pač delali na tej zadevi. In pač to se mi zdi ful pomembno, da pač če imaš možnost kot vizualni umetnik delati na nekemu projektu, da če involvaš ljudi izven svoje stroke, lahko pride do res kul izdelka na koncu. Pa imam še nekaj fotografij od knjige. No, potem, ko se je začelo vse to odvijati, in ko sem dobil ta press, knjiga je bila zunaj, kar naenkrat so se mi začele stvari dogajati, ljudje so mi začeli kontaktirati, če bi pač fotografiral za njih, brendi. In tako sem pač leta 2019 sklenil, da grem spet nazaj v fotografijo. Zdaj, v vseh teh letih v dizajnu in fotografiji kot nekemu kreativnemu izlivu
sem spoznal, kako se v bistvu nekako predstaviti širšemu občinstvu. In to se mi zdi, tukaj imam ene par stvari, ki se mi zdijo ful pomembna. Pa tudi kot vizualni umetnik ali pa fotograf, ne, lahko neke vzporednice tukaj vzpostavite. Zdaj, ena izmed velikih stvari, ki so meni pomagale, so bile tekmovanja, natečaje in pa rezidence. Jaz bi rekel, da pač, če imaš kot fotograf neko delo za predstaviti, res pošiljate na te zadeve, bodite konstantni, gledajte, kdaj ima kdo kak rok, kaj je cool za poslati, kaj se na te ful tiče na tvoje delo in kaj ti lahko pač pomaga priti do nekega exposureja prek teh natečajev in tekmovanj. Potem, če si seveda izbran v nek ožji izbor ali pa seveda tudi zmagaš, je ponavadi skupinska razstava. In na teh skupinskih razstavah spoznaš ljudi v industriji, kuratorje, druge fotografe, editorje in to, ko si ustvariš en takšen network ljudi in to lahko pelje samo še do več dela. In se mi zdi ful pomembno, da pač apeliram res na vse, da pač če hočete razstavljati v galerijah in prodajati mogoče printe, da se pač lotite to na ta način. Potem ena zadeva, ki mi je bila tudi ful, mi je bila zelo, zelo koristna zame, so bili portfolio reviewji. Sicer sem jih delal tukaj v New Yorku, tako da ne vem, kakšna je zares situacija v Sloveniji s tem, ampak ko greš na portfolio review, si ponavadi zbereš reviewerja, ne? In to se lahko osredotočiš, rečeš, hočem delati z revijami in si izbereš editorje iz, ne vem, GQ-ja, editorje iz L, in pač te ljudi ti nekako povejo, kaj moraš narediti, da pač prideš do dela z njimi. Lahko pa tudi vidijo tvoj portfolio in te takoj najamejo tam. In ta networking je ful pomemben. Pač to je res pomembna zadeva, no? Če hočeš delati z revijami, če hočeš delati na assignmentih in seveda tudi imeti nek kontakt s temi ljudmi in posledično sodelovati. Zdaj, kar sem spoznal pa v zadnjih letih, je pa tudi, da pač stvari kot podcasting, pa kot Skillshare, to, kar danes počnemo, tudi pripomorejo do neke predstavitve širšemu občinstvu. Opazil sem tudi, da veliko popolnoma neznanih fotografov začelo delati podcaste, YouTube kanale in so res eksplodirali. Tako da pač danes je toliko enih kanalov, preko katerih lahko predstaviš svoje delo, tako da je res pomembno, da jih izkoristiš da jih res dobro izkoristiš kot vizualni umetnik. Zdaj, ena zadeva, ki je pa meni ful pomagala priti do nekih komercialnih del, je pa social media. In bi malo več povedal o tem. No? Zdaj, jaz sem se social medije lotil na zelo sistematičen in zelo strukturiran način, z določeno strategijo. Svoj profil tretiram kot portfolio, ki predstavlja moje najboljše delo in ne kot nek osebnega. Tako da se mi zdi, da danes vsi editorji, vsi v tem poklicu grejo prva platforma, ki jo obiščejo, ko iščejo fotografe, je Instagram. In se mi zdi, da jo moraš tako tretirati kot svoj portfolio. In načeloma sem se tega lotil na ta način in to mi je obrodil ful enih sadov. Celoten svoj profil tretiram kot nek mini portfolio, kjer pokažem res pač mogoče najboljše stvari in svoj seveda značilen stil. In to mi je v bistvu pomagalo pri ful enih projektih in pri razpoznavnosti, ker so pač, zdaj eno zanimivo zgodbo bom povedal tudi naprej o temu, ampak poleg vseh teh komercialnih zadev, ki mi jih je Instagram prinesel, moram povedati, da sem ful vesel, da sem spoznal tudi veliko fotografov,
ki so danes moji prijatelji in posledično tudi biznis partnerji. Tako da Instagram je nek tak dvorezen meč, ampak če ga jemlješ kot neko zadevo, ki te lahko pomaga v svoji kreativni poti, jaz mislim, da je ful pomembno, da to narediš. Zdaj, ena druga zadeva, ki jo pa uporabljam tudi, je pa Twitter. In sicer bolj za research, kot pa za nek portfolio zadevo. In sicer Twitter, na Twitterju imajo večino ljudi, ki ima Twitter, ima pač napisan svoj poklic. In kadarkoli iščem koga, ki dela rečemo, da bi rad fotko za Fader magazine, poiščem, kdo je editor pri Fader magazinu in skušam najti e-mail in tako pač potem tudi preko e-maila pošljem portfolio. Ne. In to se mi zdi ful zanimivo, da uporabiš v bistvu vse te zadeve, ki so nam dostopne na telefonu, da pač prideš do nekih kontaktov. Zdaj, ena zadeva, ki sem jo pa videl ful zanimiva v letu 2020, je bila tudi ta, ko smo bili vsi doma v New Yorku, ko je bil lockdown zaradi korone, je bilo ful veliko protestov in veliko fotografov je hodilo na te proteste in ker pač niso mogli te fotke predstavljati na nikakršen drug način, so jih predstavljali na Twitterju in Instagramu. In vsi editorji so bili na socialnih platformah. In tako sem videl par zanimivih zgodb, kjer so popolni neznanci čez noč ratali fotografi, ki danes delajo za največje brende v Ameriki. In ena zanimiva zgodba mi je ta Mike C, ker je njegova fotografija šla res viral in mu je v bistvu spremenila po moje življenje. No, zdaj vam bom povedal pa eno zgodbo, kako je v bistvu pač ta social media aspekt meni pomagal pri svojemu delu. In sicer, ko sem delal na seriji Shape by the West, sem potoval z avtom okoli po zahodnih državah in fotografiral pač stvari in subjekte, ki jih ponavadi fotografiram. In tako sem naletel na eno Teslino bencinsko črpalko oziroma električno črpalko, tako rečeno, in sem jo pač fotografiral za to serijo. To fotografijo sem postal na socialna omrežja in je nekako šla mini viral. In čez par dni me je kontaktiral en gospod iz Tesla marketinga in mi je rekel, Dino, a bi lahko to fotografijo uporabil? In preden sem mu odpisal, sem rekel, pač to je Tesla, zdaj kaj čem narediti, ne? Čem reči tja, in sem rekel, ne, lej, bom to naredil. In sem upsellal to zadevo in sem rekel, kaj pa če bom jaz, ker grem čez en mesec v Kalifornijo, pofotkam to zadevo še enkrat z avtom. In so rekli, super, imamo mini budget, ampak damo ti avto za 9-10 dni in ti naredi, kar hočeš. In tako sem dobil avto Teslo za 10 dni, ker sem pač jo lahko uporabljal za delo na svojem projektu in jo tudi fotografiral. In posledično je nastala ta fotografija. In to se mi zdi ful pomembno. Tudi če te nekdo kontaktira z nekim projektom, ki ti mogoče ne prinese veliko finančnih, veliko denarja, je pomembno, da vidiš, kako lahko ti to mogoče uporabiš v svojem portfoliju. In pač jaz sem dejansko hotel imeti Tesla v svojem portfoliju. To je bil no-brainer. In to je še nekaj fotografij iz te serije. No, pa še ena taka zgodba, tudi zaradi social medije je bila pa zgodba s Tylerjem, the Creatorjem. In sicer eno nedeljo čeknem svoje message in vidim Tyler, the Creator mi je pisal in mi je rekel, če bi pač fotkala. In ful mi je bilo zanimivo, ker mi je rekel, I want to be in your photos, treated like a sharp edge prop. In to mi je ful pomenilo, da pač v bistvu hoče dejansko, da ga fotografiram na način, kakor jaz fotkam. In posledično sem se slišal pač z njegovimi agenti in smo uredili cel birokratski proces in plačila in vse to. In smo se dobili v Palm Springsu, oziroma jaz sem letel v Palm Springs, kjer sem pač rekel, da rabim en dan za scouting, ker je pač scouting je velik, je v bistvu en del mojega procesa
In tako sem pač skautal lokacije, katere sem mu predstavil in mu rekel, lej, a bi rad bil v tej lokaciji, v tej lokaciji, v tej lokaciji. In tale je rekel, ja, lej, to je super, ta se mi ne zdi to cool. In posledično smo v bistvu na teh lokacijah potem tudi naredili te fotografije. Zdaj, tukaj vam lahko pokažem ene par primerov, kaj pomeni to, ko skautam lokacijo, pa potem, ko sem Tylerja injektal v to kompozicijo oziroma lokacijo. Pač to je ena taka zanimiva lokacija. In to, naprimer. Zmeri pač rad imam neko idejo, oziroma zelo rad imam pač neko idejo v glavi, preden se lotim v bistvu samega procesa fotografiranja. In posledično je to v bistvu peljalo do enih res, do fotografij, katere je v bistvu res je bil res zadovoljen z njimi in mi dal tudi, dobil sem tudi pač, lahko sem jih v bistvu tudi jaz uporabil za svoj marketing. In tako sem pač, ko sem te fotografije objavil, je bil to tudi nek tak boom in posledično me je zaradi teh fotografij pol kontaktiral tudi Jay Versace, ki je tudi en tak zanimiv projekt, ki ga smatram kot neka nadgradnja svojega stila, saj je v bistvu prišel Jay do mene in je rekel, Dino, jaz imam ful rad tvoj stil, ampak ne vem, če veste, on je v bistvu postal znan zaradi Vina, to je pač ta nek app bil Twitterja, kjer so bili short videi in ne vem, mogoče ga poznate z kakih memecev, ampak poznal je znan kot nek komedijant oziroma kot nek class clown in je rekel, pač jaz ful nimam rad, da sem tretiran kot nek tak class clown, a bi lahko ti mene predstavil na nek način, kjer se pokaže neko odraščanje oziroma tranzicija iz otroštva v odraslo osebo. In tako so pač združila moči in naredila eno serijo fotografij, kjer se pač se fokusirala predvsem na ta motiv coming of age oziroma odraščanja. Spet sem jaz injektal svoj stil noter, on je pa dobil seveda točno to, kar je hotel. In ja, to je bil en tak projekt, ki se ga ful rad spominjam. No, kaj se je pa potem zgodilo, ne? Potem je pa bilo novo leto in je prišlo 2020, ne? Vse je tako dobro izgledalo je, da bom lahko res živel od fotografije, da bom lahko delal pač v tej industriji, ampak se je vse porušilo, ne? Zato, ker smo mogli biti, bil je lockdown in mogel sem biti doma. Vsi projekti so bili skenslani za naslednje 4 mesece, ampak pač tega sem se jaz lotil z nekim odprtim, kako bi tem rekel, lotil sem tega z nekim novim videnjem, dalo mi je nek nov pogled na stvari in tako sem si rekel, da se bom fokusiral na mogoče ene par različnih zadev, kakor pridobiti neko finančno injekcijo iz večjih virov dohodkov, ne. In sicer tako sem, že prej sem delal na prodaji printov, ampak z leto 2020 sem se res vrgel v to noter in tako zdaj ponujamo printe preko Fotona, preko Open Doors Gallery v Londonu, sam prodajam ene par printov in v Avstraliji se bo z naslednjim mesecem odprla tudi ena galerija, kjer bojo imeli moje printe. Tako da ful sem se fokusiral in shiftal svoj fokus na ene par drugih zadev, zaradi tega, ker pač enostavno nisem mogel delati na projektih. Druga stvar, na katero sem se fokusiral, so bile publikacije. In sicer glih pred kratkim sem izdal nek nov zin z izložbo Setanta Books v Londonu in to je bila še nek tak shift, kjer sem že v svoje obstoječe delo založil v neki publikaciji. Potem vsi tisti prejšnji skilli, ki sem jih že v študentskih letih nekako izpopolnjeval, so prišli v tem času nekako v ospredje. Začel sem retuširati,
in začel sem asistirati, ker kdorkoli je rabil asistenta in začel sem delati spet grafični dizajn. Zdaj, mogel sem se nekako na novo pozicionirati, ker pač ni bilo jobov. In to se mi zdi pač, da če imaš več virov dohodka v okviru fotografije, si lahko nekako malo bolj, kako bi te miren, no? Sploh, če pride eno tako leto, kar je bilo 2020. Zdaj, kakor sem rekel, začel sem se res fokusirati predvsem na printe in tako začel ponujati res printe v malih edicijah in v velikih edicijah. In posledično sem bil precej uspešen v tem letu 2020 na tej fronti. Zdaj, en zanimiv projekt, ki je prišel do mene, ki je nekako priletel v moj e-mail, no, je bil pa tudi v letu 2020 ta assignment za The New Yorker, ki mi je ful bil zanimiv, zaradi tega, ker dobil sem assignment fotografiranja drive-in teaterjev. Zato, ker je bilo vse zaprto, je bil ful naval na drive-in teaterje, ker pač noben ni mogel iti, vse trgovine so bile zaprte, vse restauracije so bile zaprte, kinodvorane so bile zaprte. Edina stvar, kam si lahko šel, si šel z avtom v drive-in teater. In to je bil nek tak ful zanimiva naloga, ki sem jo dobil in mi nekako olajšala celotno zadevo, ker sem izdelal, kot da ne bom delal na nobenem projektu več, ki je bilo vse cancelano. No, ena druga zadeva, katero sem se pa nekako lotil na nek malo drugačen način lansko leto, je bilo pa to, da sem kontaktiral Hasselblad. Vprašal sem jih, če lahko v bistvu uporabljam eno izmed njihovih kamer in sem rekel, ja, pošli nam portfolio in bomo pač videli, kaj lahko naredimo, ne. In res jim pošljem portfolio in sem mi rekel, z veseljem delamo s tabo, damo ti kamero za 1 mesec, če hočeš, samo pač fotoaparat, no. In samo ful bi bilo cool, če nam lahko daš par fotografij za uporabo in tako sem pač z nekim tem post-covid prvim road tripom dobil tudi nek dodaten pres, no. Ja, dosti cool projekt, se mi zdi. Zdaj, med vsem tem sem pa tudi veliko delal na samostojnih projektih in sicer doma. In se mi zdi tudi, kadarkoli kot vizualni umetnik nimaš dela oziroma ne delaš na komercialnih projektih, je super, da si sam ustvariš projekt. In tako sem pač, ker smo bili zaprti doma, delal na portretih in tako nekako izpiljeval svoje portretno znanje. In to se mi zdi res pomembno, da pač kot fotograf ne stagniraš ali pa kot vizualni umetnik ne stagniraš, če ne dobivaš komercialnih projektov, ampak si zmeraj ustvariš projekt. Ali se povezuješ s prijatelji, ali se nekako narediš collaboration z stilistom, karkoli, ampak pač te projekti so free in lahko narediš na njih, kar hočeš. Se mi zdi, da to iz takih zadev lahko pride neko res odlično delo ven. Tako da res apeliram na vse, da pač skušajte delati na personal projektih. Zdaj, za konec bi vam mogoče povedal še to, kar sem se skozi celoten ta proces nekako naučil, no, pa kaj se mi zdi ful pomembno, kaj se mi zdi ful pomembno, da vsi pač nekako skušamo več narediti. Ful mi je cool, da v bistvu sploh govorim tle za ta prenos veščin in več takih stvari v Sloveniji se mi zdi, da bi res moglo biti. Ful sem vesel, da ste me povabili. Ja, no, pač jaz mislim, da če vsi več šeramo, da se vsi več naučimo in pač v bistvu rastemo, no. Ja, to je to. Super, hvala. Super prezentacija. Pa jaz bi začela kar z vprašanje. Evo, jaz sem si jih sama napisala in če bom publika vmes še imela kakšno vprašanje, seveda ga bomo prebrali.
recimo ena stvar, koliko so pač pomembne razstave, a ne? Pač od razstav ne živiš, ampak koliko je pomembno, da te drugi vidijo tako v tem fizičnem smislu. Za nekaj imamo social media pa vse. Razumem, ja. Zdaj, prvo se moraš vprašati, kaj si dejansko želiš, ne, kot fotograf, se mi zdi. Pa zdaj, če jaz nisem nek tipičen fotograf, ne, jaz zdaj stojim na parih različnih mestih, ne, ampak se mi zdi to ful dobro, ker nekako dopolnjuješ eno drugo stvar, ne. In zdaj, če gledaš, kako pomembne so razstave za to, da pač dobiš neko vrednost na trgu, da lahko printe za več denarja prodajaš, so zelo pomembne. Ker s tem dobiš kredibilnost, s tem dobiš pač več ljudi te vidi, več ljudi vidi tvoje delo in več ljudi hoče imeti tvoje delo posledično, ne. Zdaj, če govorimo pa, kako pomembne so razstave za komercialno delo, pa niso pomembne. Ker to so čisto ločena aspekta, ne. Ampak jaz sem zmeraj hotel prioritizirati svoje projekte in najbolj pomembno mi je, da lahko delam na svojih zadevah, posledično pa pač itak financiram te zadeve oziroma te projekte iz komercialnega dela. In posledično mogoče ta projekt spelje potem do neke publikacije, ki pa pač v končni fazi je tudi neka finančna zadeva, iz katere tudi dobim pač nek denar na koncu, ne. No, vsekakor te verjetno tudi za komercialno fotografijo ali pa kadar dobiš naročnika, no, to o tem govorim, verjetno te najamejo ravno zaradi tvojega izdelanega pač osebnega sloga, pogojeno z drugim, ne. Ja, tako je. Zanima recimo en tak projekt, kakor je ta, recimo za Tyler, the Creator, ki si rekel, da najprej najdeš lokacije, potem si zamisliš pač, kako bo to izgledalo, verjetno si v glavi zamisliš, kako bo zdaj ta Tyler tam, ne vem, kako ga boš tam pofotkal. Ja. V bistvu to veliko časa porabiš za predpripravo enega takega projekta. Fora je v tem, da jaz Kalifornijo pa tisti Palm Springs tako dobro poznam, da pač imam že cel Google Maps pač poznam lokacije, no, vem, kaj bi naredil in pač mi nekdo reče, da bi bil v tem okolju, približno vem. Zdaj, če bi šel pa v nek čisto nov kraj, ja, seveda, ful bi bilo cool, da pač mogoče raziščem stvari, pa mogoče razdelam določeno zadevo v glavi. Ampak kar se tiče Tylerja, ne, jaz sem imel neko lokacije, jaz sploh nisem rabil z njim delati, on je pač še tam postavil in on je bil fotkar, on je pač vedel, kaj mora narediti. Jaz z njim, res, to je bil tako, po moje najlažji šut, kar sem ga imel v lifeu. Pač, on se tam postavil in je dobro izgledal, no. Kaj ne rečem, res, to je pač zaveda se, pač kako izgleda, zaveda se, kaj dela, točno je vedel, kaj je hotel, sam je bil svoj stilist, pač, ne vem, če bom lahko v življenju delal še s takimi ljudmi, bi res rad delal. In po mojem, veš, kaj je fora tudi to, on je artist in pač se zaveda, da pač če pusti pač res odprte roke, da bo pač končni izdelek res dober, ne. In to se mi zdi ful pomembno, no. In to zato pač vidim sebe tudi v tem segmentu going forward. Zdaj, koliko je pri temu pomembno pač ta tvoj osebni stil? Kdaj veš, da si ga vzgojil, ne vem, kako to veš? Ne vem, težko, kako to veš. Mislim, zdaj, jaz ne bom rekel, da pač mora to vsak narediti, da se mora diferencirati, zdaj to glavna zadeva mora biti stil, ne. Zdaj, mogoče pač kakih subjektov se lotiš, mogoče to na kak način predstaviš, kakšne zgodbe predstavljaš, lahko je to, ne. Naprimer, če pomislimo, ko pomisliš na režiserja Wes Andersona, ne, lahko vidiš kontinuiteto skozi celotne njegove filme, vizualne, ne. Zdaj, ko pa pogledaš, naprimer, Nolana, Christopher Nolana, pa ne vidiš na kontinuiteto vizualno, ampak vidiš nek tematsko kontinuiteto, ne. Tako da pač težko rečem za posameznika, kaj mora narediti, ampak neka kontinuiteta je ful pomembna, no, se mi zdi, da te pač loči od te poplave vizualnih informacij. Naprimer, ne vem, pa vse veš, koliko je, ko greš na Instagram, vidiš 10,000 istih fotk mogoče in posledično ena taka zadeva, ki
mogoče izstopa na nek način, ti ostane v spominu malo bolj, ne, med tem morjem vizualnih poplav. Skratka, pomembno je, da postaneš specifičen, ne pa generičen. To pomeni, ni fora v temu, da si, ne vem, raznolik in raznovrsten, ampak da se v bistvu dosti usmeriš na en način. Verjetno. Tako je, ja, tako je. Ampak pri tvoji fotki ni tako pomembno ta žanr, to hočem povedati, ne začeti, ne vem, ni žanrsko opredeljena, ne? Ne, jaz sem se vsega, kar sem se lotil na pač nek tak odprt način, nisem si delal v glavi zdaj nekih, zdaj moram pa to fotkati na tak način, ker avte se pa fotka na tak način in jaz moram zdaj to narediti in obdelati na tak način. Ne, jaz sem zmeraj hotel nek svoj pečat dati temu, da se vidi pač, da je moje delo. In pač posledično je to nekako ljudem bilo okej in posledično sem jaz zaradi tega pač tudi najela, ne. Je pa res, da je to moja subjektivna pot, ne. Vsak človek pač ne bo imel verjetno iste poti, tako da mislim, da mora vsak pri sebi nekako poštudirati, kaj je njemu kot posamezniku, kaj je njegova oziroma kaj je njegova, kot posamezniku, kaj je njegova pot, no. Ampak to pa verjetno dosežeš sam, če veliko delaš. Točno tako. Ja, točno tako. Fotko sem pa, mislim, čisto iskreno, odkar sem začel do zdaj, pa plus teh 7 let dizajna vmes, 10 let, ne. Ampak res, da sem v fotografiji zdaj zares v bistvu full time 2 leti pa pol, no. Ampak ja, je pa trajal nekaj časa, da sem pač prišel do sem, ja. Ampak veš, glih to je poanta pri meni, da sem imel ta prosti čas, ne, da nisem imel nekih deadlineov, nisem imel stresa. Lahko sem delal, kar sem hotel in pač to mi je omogočilo nekako organsko priti do tega stila. Ne vem, ne znam razložiti, kako sem prišel do tega, ampak pač se mi zdi samo to, ko si rekla, samo s tem, da sem veliko fotografiral. Kaj pa stres življenja v Ameriki? Mislim. Ja, 20 ni bilo najlepše leto, no, ko bom rekel. Je bilo kar stresno, pač. Predvsem iz tega aspekta, no. Se veš, pač tudi fotograf moraš biti fizično prisoten nekje, ne, in pač ko enkrat tega ne moreš več delati, ja, nisem vedel kaj, mislim, najemnino sem mogel še zmeraj plačati, ne. Tako da pač, glih to sem rekel, pač, da sem se nekako ven iz tega mindseta dal in skušal najti neke rešitve že z obstoječim delom, tako ko sem rekel, sem se fokusiral predvsem na printe, na publikacije, neke stvari, ki sem jih lahko delal od doma, ne. In pač sem videl, da se tudi s tem da. Tako da pač upam, da celoten print proces, oziroma da celoten proces s mojimi printi rata malo večji income v prihodnosti, no. Super. Špela, si hotela še ti kaj? Ja, mislim, pač tudi zanimivo bi bilo, da bi malo povedal o tem, kaj te res kot iz te umetniške strani inspirira, oziroma kako se strateško lotevaš te prakse, mislim, za naprej. Ker očitno veš, v katere smeri bi se rad razvil, a to namenoma delaš kje, kako iščeš neko inspiracijo, pa kako, ker očitno je to nekako združeno pri tebi, prehajanje iz komercialnega v umetniško, oziroma se to združuje, pa me zanima za prihodnost. Ja, v bistvu jaz nisem pač zares hotel fotografirati neke komercialne zadeve. Jaz sem zmeraj rekel, da bi pač sem hotel delati zadeve na projektih, katerih sem si jih jaz zmislil, katere sem jaz zasnoval. In posledično je to peljalo potem tudi do komercialnih zadev, ampak pač ljudi so prišli do mene glih zaradi tega stila, ne. In posledično se je to nekako dopolnjevalo in to vidim kot nek extension tega, kot nek podaljšek mojega osebnega dela. Že res, ne, da, tako bom rekel, ni čisto vse, kar naredim v tem stilu, ampak zelo sem pa specifičen, kaj pokažem. Tako da, kot fotograf si sam svoj kurator in kaj pokažeš je ful pomembno. In jaz pokažem stvari, ki pač vem, da pridejo v ta klub, v katerem hočem delati. Ampak ja, nekako sem videl, da pač s Tylerjem sem prvič videl, da pač lahko v bistvu nekako ta svoj stil vpeljem tudi v druge žanre fotografije
in s Teslo tudi seveda. In načeloma imam zdaj že tudi za to leto že naprej ene par projektov planiranih. In se predvsem osredotočam na artiste, in sicer glasbenike, in pač skušam nekako prodrti v ta trg, no. In tega si trenutno največ želim, no, da bi počel. In poleg tega seveda osebne projekte, no. To mi pač največ da, se mi zdi. Če bom lahko enkrat živel samo od osebnih projektov, pa sem najbolj srečen, no. Cool. A sem ti odgovoril na vprašanje? Ja, seveda. Okay. Kaj pa te mogoče zdaj v tem trenutku inspirira, kaj bi rekel najbolj čisto iz tega umetniškega vidika? Misliš, S čim se ukvarjaš? Zdaj trenutno malo prodiram v video, in sicer sem naredil z enim prijateljem 1 leto pa pol nazaj en music video in kupil sem se tudi videokamero, tako da pač trenutno delam mogoče tam na expandanju tudi v ta segment, bomo videli. A misliš bolj tako director of photography tudi na ta? Ja, delal sem tudi že kot DOP, in kamerman, ampak pač na projektih drugih ljudi, fotografov oziroma videografov. Ampak ja, to se mi zdi kot nek podaljšek. Videl sem, da pač lahko prek videa tudi nekako pokažem neko svojo vizijo, no. Ki bodo v tem stilu podobnem ali? Ja. Delam na nečem, ampak ne morem nič še povedati, no. Okay. Ja, upam, da bom lahko kaj več šeral kmalu, no. Zaenkrat ful ne rad govorim o stvareh, ki so v nastajanju, zaradi tega, ker včasih se lahko spremenijo in formirajo v nekaj, kar je čisto drugačnega, ne. Tako da pač ne bi zdaj rekel, da na čem delam, pa pač, ko bom dal ven, bo pa ta zadeva morfala v neko čisto drugačno obliko, ne. Kaj pa tako na svet, recimo, pač fotografom, ki, mislim, recimo neki mlajši generaciji, bi jim rekel, pejte v svet? Ne, sploh se mi ne zdi to pomembno, zaradi tega, ker pač danes smo, pač vsi connected in pač videl sem, da tudi veliko, na primer, fotografov iz Evrope, Tyler, the Creator, je pred mano najel enega fotografa iz Francije, na primer, ko je pač videl njegovo delo, ful je impulziven Tyler, ne, in pač je rekel, jaz sem videl tvoje fotke na Tumblrju, sem rekel, jaz hočem, da ti prideš pa mene fotkaš. Sem ga vprašal, kaj pa ko te je prej fotkal, ja, ful dober fotograf. Sem videl njegove fotke na neki publikaciji, sem ga takoj flajal sem. Tako da se mi ne zdi v tej dobi in svetu, da moraš biti točno v Ameriki. Je pa res, da je kle dosti večji trg kot v Sloveniji, ne? Ampak je pa tudi več konkurence. Mislim, da je ful pomembno, da imaš neko prisotnost na social mediji, vsaj kar se tiče svojega portfolija, pa da si to nekako, da si jemlješ to kot na nek sistematičen, strukturiran način. Ker pač fora v tem, da vsi smo na socialnih omrežjih, vsi gledamo socialna omrežja in tam tudi naročniki gledajo, koga bojo najedli. Ja, kaj pa stalni naročniki? To sploh je možnost še danes? Ja, pač to se mi zdi tudi, mogoče nisem tega omenil, ampak ful je pomembno, da ohranjaš nek stik, ne. Jaz vsakič, na primer, ko imam nek nov projekt, pa ko updatam portfolio, umečem par stvari ven in tako pač rečem, hej, živijo, dolgo se nismo slišali, hej, tukaj imam novo portfolio, delal sem na neparih projektih, kaj vi počnete, boste delali, lahko kaj naredimo skupnega. Ja. Proaktivnost je ena taka stvar, ki jo pač moraš imeti kot freelancer. Ne moreš pač sedeti na kavču in čakati, da bojo stvari prišle same do tebe, pač moraš ti časati zadeve, no. Ja. Špela, si še kaj mislila? Ja, predvsem, če se tudi dotaknemo tega, tudi to si že prej omenil, ta nasvet za mlajše generacije.
ko si rekel, da res ni pomembno, da si v svetu, da načeloma bi lahko tudi Slovenija, kako bi oni, naprimer, nek tak nasvet na svoji vidnosti, razen pošiljanja, ne vem, na natečaje, praviš proaktivnost, ampak kako, a ne kontaktirajo te brende kar sami, ali kako, da bi ta pristop, kako bi se... Če imaš nekaj dobrega za pokazati, pa nekomu je cool, jaz bi kar kontaktiral. Točno tako, to jaz počnem, pač jaz naredim pitch za brand in jim pošljem, pač raziščem kontakte editorja oziroma creative directorja, art directorja, pač najdem e-mail in rečem, hej, jaz sem naprimer to delava z enim kolegom, tudi Arnaud Montagard, on je iz Francije in delava trenutno na pitchanju automotive projektov in pač delava kot duo, ampak pač ja, raziščem, za koga bi rad delal, pogooglam te ljudi, nekako včasih se kar spomnim e-mail, v bistvu, pač njegovo prvo ime, pika zadnje ime, oziroma vremek in in pač rata, doskrat res, da je prvič 10-krat noben nič nazaj ne napiše, pol pa 11-tič pa nekdo napiše in reče, ja, gremo sodelovati. In pač načeloma je tisti 11-tič ti da toliko več sreče, da pač dejansko nekaj se zgodi iz tega. Ne? Ampak ja, pač moraš se znajdeti, no? Pač pa veliko dela je za tem, ni zdaj to pač kar nekaj, kar bo samo do tebe prišlo, ne? A se ti zdi, da je za različne žanre fotografije potreben drugačen pristop in kako se prodajaš pa predstavljaš? Se ti zdi, da mora biti to nekako prikrojeno žanru? Ja, pač to se mi zdi čist tudi od tega, pač od človeka odvisno, ne. Jaz sem se ful ravnal pod nekih emocijah, zares, skozi cel ta proces. Ful sem se pač, že ko sem videl, veš, ko sem govoril mogoče o tem, da sem delal street fotografijo, pa da sem delal žurnalizem, ko sem videl, ko sem čutil nek stres, sem rekel, jaz nočem, da delam v fotografiji, kjer bom bil stresen, jaz hočem imeti fotografijo kot nekaj, kar me osrečuje. In načeloma sem čist, I guess, da ful podzavestno delal, v bistvu ne delal, ampak selektivno, ful sem bil selektiven, no, kaj sem hotel delati. Ampak to sem lahko dosegel le s tem, da sem bil dizajner, ne. Sem lahko delal, kar sem hotel v fotografiji. Sem tudi bolj tako, kar se tiče, če hočeš postati viden ali pa pristopa, ko se pač ali prodajaš, oziroma hočeš tudi uspeti v nekem razstavnem smislu, ali je pomemben različen pristop glede na žanr fotografije. Moraš ti v bistvu, ne vem, kako se ti zdi, da moraš prav raziskati za svoj žanr fotografije, kam boš pošiljal? Seveda, ja, ne moreš kar, ne bom jaz kot Dino Kužnik ne bom poslal svojih fotk na neko dokumentarno tekmovanje, ki vem, da pač pogledam čez leta, kdo je zmagal, kakšni so bili winnerji in pač moja fotografija je čisto drugačna, kakor pač fotografije, katere selektajo, ne. Tako da pač, pač research, definitivno research, pač tudi za brande oziroma za komercialne zadeve, za katere bi delal, ne, pač je dosti pomembno, da researchaš, ne. Zdaj, če delaš neke družbeno-kritične dokumentarne fotografije, verjetno ne boš poslal ne vem, nekmu fashion brandu, hej, jaz bi delal z vami. A veš, kaj mislim, pač načeloma ful se mi zdi potrebno, da se pač nekako pozicioniraš, pa veš, s kom hočeš delati in kje bi tvoje delo nekako ful bilo vmes, dober fit v njihovo vizijo, v njihov slog. Tako da pač pomemben je research, ne. Jaz ga zmeraj pač naredim, zmeraj pogledam, kaj naprimer brand posta na social mediji, pogledam pač, s kakšnimi fotografijami so delali že. In pač to vse najdeš prek Googla, no. Pač sem pač znajdec se moraš, no. Tako da pa. Hvala. Kakšnih hudih vprašanj nismo dobili, tako da imaš še kakšne zadnje besede, preden se odklopimo? Ja, pač ful hvala, no, za povabilo. Zdaj, kot ste mogoče videli, včasih me malo zanese.
kako angleško besedo, ampak to sem zaradi tega, pač 99% časa govorim v angleščini, tako da se opravičujem, mogoče, če kaj ni bilo razumljivega, ampak res najlepša hvala za povabilo, no. Ful mi je bilo veselje, pa upam, da sem povedal kaj konstruktivnega za mlade fotografe in vizualne umetnike. No, saj tisti najbolj zagreti so se prijavili na svetovanje osebno, tako da to te drug teden še čaka, termini so šli zelo hitro, tako da ni več prostih terminov, ne bomo jih propagirali. Ampak verjetno, če ima kdo kakšno vprašanje, tega vedno lahko pošlje po mailu. Tako da to je to. Hvala ti, da si bil naš gost in res uspešno kariero ti želim. Najlepša hvala. Čau. Čau, čau. Ja, čau.